Ja, res je fino, če imaš vrt ali njivico, se pa da odlično tudi vrtičkati na balkonih. Torej, če imamo vsaj neko polico ali pa če smo lastnik malo večjega balkona, res lahko veliko pridelamo. Dobro, nekaj stvari je treba vedeti. Mogoče se začne že pri izbiri kakovostnega substrata. Potreben je res kakovostni substrat, ker vseeno to so majhni prostori, imamo omejen prostor pri koritu ali pa kakšnem loncu. Potem pri sami izbiri posode, mogoče je dobro vedeti, da les je sicer lep, ampak propušča izhlapevanje vode, tako kot kakšna keramika ali pa glina. Plastika je lahka, sicer je plastika, ampak mogoče vseeno za lažje prenašanje. Danes se dobijo tudi različne take mini gredice v stilu kakšnih torb, ki se lahko prenašajo, ali pa potem tudi različne visoke dvigene gredice, ki ni nujno, da so velike 2-4 metre, ampak so tudi lahko manjše, tako da ponudba tu je zelo velika. Potem pa moramo vedeti tudi, kaj želimo. Zdaj, če imamo eno manjšo polico ali pa en manjši balkonček, jaz vedno pravim, da mogoče pridelamo vsaj zelišča. Zelišča so eno pravo bogastvo različnih koristnih snovi za naše zdravje in obogatijo nam jedi, tako da mogoče imejmo vsaj kakšen peteršilj v lončku, rožmarin, mogoče drobnjak, timjan, mogoče nekaj takega, kar nam bo res pripomoglo, da bomo naredili nekaj za svoje zdravje, pa izboljšali okus jedem. Če pa lahko imamo malo več prostora na balkonu, potem pa je prav gotovo mesto, da posadimo kakšen manjši paradižnik. Danes imamo te pritlikave paradižnike, ki imajo drobne plodove in zelo bogato obrodijo. Potem mogoče tudi kaki čili, ki je lep na pogled. Lahko kombiniramo tudi mogoče s kakšnim cvetjem. Velikokrat se na balkonih ne moremo odpovedati cvetju, pa lahko kombiniramo mogoče zelišča, kakšne jagode, kakšne rožice, tako da imamo nekaj za dušo in potem tudi nekaj koristnega. Mogoče, kar je še pomembno, je, da kombiniramo vedno rastline, ki potrebujejo enake pogoje. Torej, če bomo sadili rožmarin, sivko na balkon, ta rabi manj zalivanja, če bomo sadili, paradižnik, ta rabi več vlage, tako da vedno kombiniramo rastline, ki potrebujejo enake pogoje. V loncih tudi ne pozabimo na gnojenje. Zdaj, jaz sem pristaš naravi prijaznega vrtnarjenja in lahko gnojimo z čisto naravnimi pripravki, kot je kopriva, kot je gabes, tako da ne rabimo nositi kemije na balkon. Lahko sadimo različne tudi vzpenjavke, če želimo se skriti pred sosedi, recimo poznane so malabar špinače, kakšen fižol, ki bo dekorativen in bo plezal. Tako da res je veliko rastlin, ki jih lahko posadimo na balkon in s tem bomo veliko naredili za svoje zdravje, obenem bomo pa še prihranili kakšen dinarček, tako da vsekakor pozdravljam tudi samooskrbo v naravnem okolju in v urbanih naseljih. To se pravi, da kar dajmo vrtnariti tudi na balkonu in policah.